Hvala lepa. Jaz se zahvaljujem Tanji, se zahvaljujem tudi gospe Bogotajevi. Zelo koristna prezentacija, ki razblini nekaj nejasnosti in konfuzije glede terminov. Zelo pomembno. Mi zelo radi uporabljamo termin kompostabilne bioplastike za naše izdelke. Zdaj, kratka predstavitev. Novamont, to je italijansko podjetje, katerega jaz predstavljam na področju držav bivše Jugoslavije in je mednarodno vodilno v sektorju bioplastike in razvoju biokemikalij. Nastala je pred cirka 30 leti v laboratoriju kemične korporacije takratne Monte Edison, danes ne obstaja več. In v teh laboratorijih je bila praktično izumljena bioplastika, kot jo razumemo danes, s strani raziskovalcev. Glavna vodilna raziskovalka takrat je bila gospa Katja Bastioli, ki je danes predsednica družbe in jo imenujemo tudi mati bioplastike. Zahvaljujoč njej smo danes tukaj, mogoče kakšno leto pred časom. Novamont je drugače tudi pionir v tem sektorju, je trenutno največje podjetje v Evropi, ki proizvaja biokompostabilni compound. Nismo edini, smo pa tisti, ki imamo najširše tehnične zmogljivosti in znanje. Se oproščam. Tako. Novamont ima danes 4 večje proizvodne obrate in na letno proizvedemo več kot 150.000 ton bioplastičnih materialov. Smo tudi edini, ki imajo lahko vse rešitve, vse materiale proizvedene doma, razen škroba, ki ga kupujemo na trgu. Novamont ima danes po 30 letih cirka 700 zaposlenih. 25% vseh še vedno dela v razvoju, ker je razvoj bistvenega pomena v tej panogi. Posedujemo cirka 5 večjih lastniških tehnologij in okoli 1800 patentov, ki jih seveda delimo z našimi panožnimi konkurenti, ker sami ne bi zmogli servisirati celega trga. Zdaj, osnovna ideja prvih raziskovalcev je bil ravno ambiciozen projekt povezovanja kemije, okolja in kmetijstva. Ni bilo lahko, ampak pot je potem vodila do razvoja bioplastike na biološki osnovi in seveda tudi biokemikalije. Te inovacije so rezultat krožnega modela biogospodarstva, tako ga mi radi imenujemo, ki ga uveljavljamo že od svojega nastanka. Ta model temelji na trajnostnem razvoju in na ponovni pretvorbi razgrajenih ali nekonkurenčnih industrijskih območij. Namreč vse te 4 proizvode, ki jih Novamont danes ima, je Novamont postavil na mestu, kjer so bile nekoč kemične tovarne, tehnološko zastarele in smo jih mi potem rekonvertirali za izdelavo novih tehnologij. Torej, ni bilo potrebno novih greenhouse investicij za postavljanje novih tovarn in pri tem trošiti, se pravi, nova zemljišča, ki so lahko namenjena drugim dejavnostim. In druga faza je, se pravi, ta kmetijska vrednostna veriga, ki je integrirana v lokalna območja in ni v konkurenci s proizvodnjo hrane. To je zelo pomembno, ker mi nekatere surovine, kot so recimo vegetalna olja, pridobivamo iz marginalnih zemljiških oziroma kmetijskih zemljišč, kjer ni pogojev za proizvodnjo hrane. Se pravi, tudi kmetom damo na voljo možnost, da nekatere kulture, iz katerih pridobivamo ta olja,
lahko razvijajo na zemljiščih, kjer prej ni bilo mogoče saditi ali pa sejati drugih kultur. In na izdelkih namenjenih reševanju posebnih okoljskih vprašanj. Zdaj, eden pomembnih temeljov modela je razvoj kompostabilne bioplastike, se pravi ne več samo navadne bioplastike, ampak kompostabilne bioplastike, ki služi kot inštrument pri preusmerjanju organskih odpadkov iz odlagališč, kar omogoča njihovo preoblikovanje v kompost. V času, ko so te raziskovalci razvijali kompostabilno bioplastiko, so v popoldanskem času, to ni šala, je res, hodili v periferiji Milana od vrat do vrat in delili te prve biološko razgradljive vrečke in skupaj z lokalnimi skupnostmi in komunalnimi podjetji na obrobju Milana razvijali ta model, ki ga poznamo danes. Se pravi, ta model zbiranja bioloških odpadkov z kompostabilno vrečko kot glavnim inštrumentom. Zakaj je to važno? Okrog 40% vseh komunalnih odpadkov predstavljajo biološki odpad. Če vi umaknete teh 40% organskega odpada iz deponij, imate potem možnost tudi ostale snovi na deponiji naknadno reciklirati. S tem se odrešite problema vonja, raznih okužb živali na deponijah in tako naprej. Poleg tega seveda, da pridobite organsko snov, ki je potem model oziroma temelj za proizvodnjo komposta. Če pridemo na sam material. Prvi materiali so bili razviti v laboratoriju pred 25 leti. Sama osnova našega materijala je škrob, v našem primeru koruzni škrob, so razne celuloze, rastlinska olja in tako naprej. Same lastnosti materijala, naš material se imenuje Materbi, so zelo podobne lastnostim pri tradicionalni plastiki. In te materijali so primerni za različne vrste obdelave. Se pravi, od ekstruzije filmature oziroma proizvodnje filma, za termoformiranje, extrusion coating in laminiranje. Jaz se bi rekel, uporabljam nekatere tujke, ampak verjamem, da smo tukaj ljudje tudi vezani malo na to industrijo in verjamem, da razumete te termine. Materiali so primerni tudi za brizganje. Vsi ti materiali so hkrati tudi biološko razgradljivi in kompostabilni po EU standardu EN 13432 in sorodnih svetovnih, ker mi naš material prodajamo tudi na druge svetovne trge. In ta standard je tudi najpomembnejša referenca za vse deležnike na trgu, za javne organe, za kompostarne, za proizvajalce in potrošnike. Te standardi, kot vidite lahko na spodnjih etiketah, so razdeljeni na industrial compost, to so materiali, ki so primerni za biološko razgradnjo v industrijskih kompostarnah. Imamo pa v našem naboru proizvodov tudi take, ki so primerni za home compost, se pravi za domačo kompostarno. Novi standardi, ki se pojavljajo, so soil compost. Ta je predvsem primeren za mulch folijo, ki se uporablja v kmetijstvu in nam omogoča, se pravi, certificirane kmetijske folije, ki jo potem po končanju uporabe pustimo na polju in jo lahko preorimo. Zdaj pojavlja se tudi četrta vrsta standarda, je še v razvoju in je tik pred sprejetjem, je pa marine degradable, se pravi
možnost označbe biokompostabilne vrečke za morsko okolje. Zdaj, da takoj razjasnim, da ne bi bilo kakšne nejasnosti, mi ne želimo dati trgu in tudi zato malo skrivamo ta 4. standard, ker ne bi želeli dati nobenemu na trgu opravičila, da ta standard jemlje kot ravno opravičilo, da se potem te vrečke nepravilno uporabljajo in odmečejo v okolje, pa tudi če je to zraven morja ali podobno. Namen teh folij je, da končajo svoj življenjski ciklus v kompostarnah. To mora biti zelo jasno. Katera so področja uporabe, oziroma katere so aplikacije teh biokompostabilnih kompoundov? Zdaj, prva je tudi osnovna, je ta, ki je nastala, so vrečke različnih dimenzij, primerne za zbiranje organskih odpadkov v stanovanjskih objektih, javnih ustanovah, ali pa, se pravi, kot so šole, vrtci, bolnišnice in tako naprej. Tudi tržnice ali pa javne prireditve. Povsod tam, torej, kjer je možno imeti relativno dobro kontrolo nad končnim zbiranjem vseh teh vrečk. Meni je malo žal, da ni tukaj ljudi iz Karja. Oni so v Sloveniji tisti, ki so prvi začeli z distribucijo ravno teh vrst vrečk. Mislim, da tržnice v Ljubljani uporabljajo njihove izdelke in njihovi izdelki so prisotni v vseh večjih supermarketih v Sloveniji, zato jih verjetno poznate. Zdaj, druga vrsta artiklov so nosilne vrečke. In zdaj pri nosilnih vrečkah je nekaj, kar je morda kontraintuitivno, ampak te vrečke imajo dvojni pomen. Prvi pomen, oziroma prva funkcija služi kot pri prenosu artiklov iz trgovine ali trgovskih centrov k nam domov v hiše, v stanovanja, kakorkoli. Druga uporaba pa je ravno ta, se pravi, da služi kot inštrument pri zbiranju organskih odpadkov. Te vrečke mi lahko uporabimo namesto teh, recimo, dajmo jih imenovati piskarjevih vrečk, pa ni pravilen termin, ampak teh vrečk za zbiranje, ki so namenjene ravno zbiranju organskih odpadkov, in vse te nosilne vrečke mi lahko potem skupaj z organskim odpadom odvržemo v tale rjav kontejner za zbiranje organskih odpadkov. So primerne za kompostiranje. Izdelki, tretji sklop so izdelki za prehrambene storitve ali gostinstvo, so te, ki jih ponavadi termoformiramo ali brizgamo, to so jedilni pribori, skodelice, kozarci, krožniki ali poslance. In oni so tudi primerni, se pravi, za po ciklusu uporabe, da jih odvržemo v te rjave zabojnike. Taki izdelki so na osnovi naših praks predvsem primerni spet v teh zaprtih ciklusih. Se pravi, tam, kjer je kontrola dokaj velika, da končajo svoj življenjski cikel ravno v tem rjavem zabojniku in potem na kompostarni. Imamo primere recimo iz Italije, kjer se danes vsi te izdelki uporabljajo v šolah, v menzah, v vrtcih, bolnišnicah in tudi na javnih prireditvah. Jaz kot en primer bi dal, da smo imeli eno tako podobno akcijo v Sloveniji pred 2 leti na Bledu, na prireditvi Nočna desetka, to je ena tekaška prireditev, kjer smo potem skupaj z organizatorjem omogočili en tak test, kjer smo vsem udeležencem razdelili ta pribor, jedilni pribor, krožnike in tako naprej. In
Udeleženci so po koncu prireditve skupaj s kozarci, ki so jih uporabili za te napitke, da se okrepčajo na progi, odvrgli v biološki odpad. To je bilo dogovorjeno tudi z infrastrukturo Bled, se pravi komunalnim podjetjem, ki je na koncu potem speljalo tudi pobiranje in odpeljali so, se pravi, na njihovo kompostarno vse skupaj. Četrti sklop je sklop kmetijstva. Tukaj je predvsem malč folija in kompostirnih sponk, so manj pomembne, ampak malč folija je pa sektor, ki je v naglem vzponu v Evropi. Glavne prednosti malč folije so te, da jih lahko po končanem ciklusu pustimo na polju in jih potem enostavno preoramo. Imajo ciklus življenjski 6 ali pa 9 mesecev, odvisno od debeline, odvisno tudi od kulture, kaj je za paprika, zelenjavnice in tako naprej. Kar je tukaj pomembno povedati je, da tradicionalna polietilenska folija je zelo težavna za recikliranje, namreč ona je umazana od blata in ni ekonomsko upravičeno tako folijo potem čistiti in reciklirati. So stroški absolutno preveliki. Poleg tega je strošek tudi delovne sile, ki mora potem po koncu ciklusa te stvari pobirati iz polja. Zadnji sklop, ali pa predzadnji, pa bom omenil še enega, je embalažna industrija. Pri embalažni industriji smo zelo, zelo previdni. Mi imamo že obstoječe rešitve za marsikatero aplikacijo, ampak ne radi dajemo teh aplikacij prehitro na trg, dokler nimamo rešenega zaprtja lupa. Namreč biokompostabilna plastika po svoji filozofiji pride v poštev vedno tam, kjer je v kontaktu ali s prehrano, ali z organskimi odpadki, ali pa zemljo. Pri embalažni industriji je problem, se pravi, tale industrijska embalaža, recimo embalaža za belo tehniko ali pa za elektroniko. Tukaj uporabnik verjetno težje pride do informacije, da je taka vrsta embalaže primerna za odlaganje v biološki kontejner. Se pravi, tukaj je potrebna pred izdajo na trg tudi zelo močna komunikacija in pravilne označbe, se pravi obveščanje in ozaveščanje. Tukaj je potrebno biti zelo previden, čeprav obstajajo z naše strani industrije že določene rešitve, tehnične. Ko smo pri tehničnih rešitvah, bi povedal tako, da mi kot industrija, kot znanost, se pravi kot razvoj, smo dokazali, da lahko odgovorimo na izzive tako družbe, ki terja pomoč pri rešitvi problema organskih odpadkov se pravi z odlaganjem na odlagališča. Želimo pomagati pri rešitvi težav kopičenja mikroplastike na tleh in v vodah. Že prej smo omenili v prejšnjih predstavitvah problem nekaterih oksoditivov in tako naprej, ki so samo pospešili problem mikroplastike. Imamo tudi težave gospodarstva in potrebe gospodarstva, predvsem trgovskih verig, ki zahtevajo praktične rešitve in naša panoga je dokazala, da lahko tudi tukaj pripomore, se pravi s pravimi artikli, ki so praktično uporabne s strani potrošnikov. Je treba povedati, da ob odgovorih na te izzive panoga zelo hitro raste, v povprečju od 15 do 20% letno. Zdaj, pri standardih in
certifikatih, bi rekel tako, da ob tehničnih rešitvah so pristojne inštitucije na nacionalnih in nadnacionalnih nivojih morale razviti standarde in certifikate, ki jih danes imamo. Že prej sem jih naštel, se pravi, poleg industrial compostinga in home compostinga, tudi soil compost za kompostiranje v tleh, v zemlji, in marine biodegradable compost, kar daje, se pravi, te standardi in certifikati so bistveni za vse inštitucije, ki se potem bavijo tudi s kontrolo teh aplikacij. Imamo kot bioplastika primere najboljših praks, ne samo dobrih praks, ampak najboljših praks, kot inštrument pri zbiranju organskih odpadkov. Jaz bi rad povedal, morda bomo potem imeli tudi možnost ogleda kratkega videa. Primere najboljših praks, ki so se potem širili od mest, kot je Milano, v različne evropska mesta, in zdaj ta model zbiranja organskega odpada z takimi inštrumenti, kot so vrečke za biološko kompostiranje, so osnova vseh teh modelov, ki se replicirajo po evropskih mestih. Mi smo lahko srečni, da imamo tudi v Sloveniji že res dobre prakse v tej smeri. Imamo Ljubljano, ki je bila zelena prestolnica Evrope. Jaz bi v tej priliki prenesel tudi dobre izkušnje, ki jih imajo na Voxnagi v Ljubljani z gospodom Boštjanom Cilemškom, ki je vodja obdelave organskih odpadkov, so se ravno pogovarjala. In oni imajo zelo, zelo dobre izkušnje pri uporabi teh kompostabilnih bioplastičnih vrečk v svoji industrijski predelavi in obdelavi potem in proizvodnji komposta. Povedal bi in izpostavil bi en primer, ki je tukaj zelo blizu nas, namreč Treviso in vse občine v provinciji Treviza. Njihovo javno podjetje Contarina je tudi s pomočjo tega modela zbiranja bioloških odpadkov s pomočjo kompostabilnih vrečk prišlo na raven zbiranja oziroma recikliranja vseh svojih komunalnih odpadkov, ki danes dosega 90%. To je svetovni rekord in je res primer najboljše prakse, kjer je naš model uvrščen kot eden od temeljev. Zdaj, seveda je kot podpora trgu in celi industriji je potrebna seveda tudi ustrezna zakonodaja in ozaveščanje. Mi se tega zavedamo. Bistveni sta, se pravi, in obveščanje in ozaveščanje vseh deležnikov v družbi. Bi pa tudi želeli strani zakonodajalca mogoče malo več podpore, namreč pozitivna zakonodaja glede uporabe kompostabilnih bioplastičnih vrečk se širi. Po vsej zahodni Evropi imamo že vsaj zametke, če ne že pripravljene in sprejete zakonodaje v tem smislu. V Sloveniji smo prenesli direktivo o embalaži in odpadni embalaži, to je direktiva iz leta 2015, kateri je sledil potem tudi prostovoljni kodeks trgovske zbornice z vsemi trgovci.
In mi smo bili, tako bom rekel, upali smo, da bo potem tudi kodeksu sledila tudi zakonodaja po vzoru držav Zahodne Evrope, predvsem pri aplikacijah, kot so recimo zelo, zelo tanke, te ultratanke vrečke za sadje in zelenjavo. Namreč zaradi svojih lastnosti so tudi one primerne kot odličen inštrument namesto tistih vrečk, ki so dejansko namenjene zbiranju ekoloških odpadkov doma, v stanovanjih. Bi si želeli morda malo podpore z strani politike in zakonodajalca. Ne vem, jaz bi tukaj končal, sem odprt za vprašanja.